Lepo pozdravljeni na online informativnem dnevu za magistrske študijske programe Fakultete za upravo. Nekaj bodočih študentov se bo še pridružilo, saj po seznamu bi vas moralo biti več, ampak bomo točni, pa bomo kar začeli. Lepo pozdravljeni, moje ime je Tatjana Kozjek, sem prodekanja za študijske zadeve na Fakulteti za upravo in danes vam bomo skupaj s mojimi sodelavci, dr. Aleksandrom Anistovnikom, skrbnikom programa Uprava upravljanja javnega sektorja, in pa še predstavnico študentskega referata Gajo, predstavili naša magistrska študijska programa. Najprej nekaj splošno o fakulteti. Verjetno ste za Fakulteto za upravo že slišali, smo članica Univerze v Ljubljani, in sicer Univerza v Ljubljani je ena izmed bolj poznanih in najvišje uvrščenih univerz na svetu, uvršča se med 1,9% bolj priznanih oziroma uspešnejših, najboljših univerz na svetu. Smo pa tudi Fakulteta za upravo edina fakulteta v Sloveniji, ki delujemo sicer že od leta 1956, se pravi, bomo prihodnje leto imeli okroglo obletnico. Tako da ja, edina fakulteta, ki se v Sloveniji ukvarja s področjem javne uprave. Da so kakovostno priznani programi na Fakulteti za upravo, je v bistvu certifikat EAPA, to je v bistvu eden od programov Uprava upravljanja javnega sektorja, ki ga bo kasneje predstavil skrbnik, dr. Aleksander Anistovnik. V bistvu gre to za evropsko akreditiran program. To pomeni, da je ta program priznan tudi v tujini, to se pravi, če zaključite, diplomirate na tem programu, je vaše znanje, vaša diploma primerljiva z drugimi evropskimi fakultetami, ki imajo ravno tako ta certifikat. Potem smo tudi članica združenja EMPA, to je v bistvu konzorcij zelo pomembnih tujih univerz in pa raziskovalnih inštitutov, ki v bistvu se ukvarja s proučevanjem uprave. Imamo tudi certifikat športnikom prijazno izobraževanje, se pravi, Olimpijski komite Slovenije je prepoznal prilagoditve naših programov oziroma individualne prilagoditve športnikom kot zelo pomembne in v bistvu na ta način smo dobili tudi certifikat športnikom prijazno izobraževanje. Zakaj bi študirali na Fakulteti za upravo? Kot je bilo že omenjeno, predvsem zaradi kakovostnih znanj, ki jih dobite vseeno, ko zaključite, ko diplomirate oziroma magistrirate na Fakulteti za upravo, dobite diplomo Univerze v Ljubljani, ki je ena boljših univerz in tudi v bistvu med slovenskimi najboljša. Zagotavljamo vam sodobna, praktična, uporabna znanja, ki jih uporabljate lahko tako v javnem kot v zasebnem sektorju. Imamo zelo široko mednarodnih povezav in partnerstev s tujimi inštitucijami in pa v bistvu res široke možnosti zaposlitev v tako javnem kot v zasebnem sektorju. Na naši fakulteti se zelo trudimo, da v bistvu študentje dobijo znanja z različnih področij, ravno zaradi tega so programi oblikovani tako, da dobite znanja z področja organizacije, informatike, ekonomije, menedžmenta, prava, uprave, se pravi, res široko zastavljeno. Ravno to je v bistvu bistvo, ker vemo, da se svet spreminja, znanja se širijo, sodobna tehnologija to tudi pomaga, in v bistvu na nek način nikoli ne vemo, kaj bo nas čaka čez leta, in bolj, ko bomo imeli širok nabor znanj, širši pogled, lažje bomo tudi prilagodljivi. Možnost imate tudi sodelovanja v različnih projektih, se pravi, študenti na podiplomskem študiju, na magistrskih programih študente vključujemo v razne projekte, tudi lahko skupaj s pedagogi pišete tudi članke in te članke potem objavljamo skupaj v revijah, ravno zaradi tega je to zelo pomembno, tudi sodelovanje naprej. Študentje pri nas res niso številke, mogoče danes žal nimam nobenega od študentov, pa tisti, ki ste bili že na dodiplomskem programu, veste, da niste številke, da se res posvetimo vsakemu posebej. Če imate kakršnekoli težave, res sproti te zadeve rešujemo.
nismo velika fakulteta, ravno zaradi tega imamo pa lažje bolj individualni pristop k svojimi študenti. Zdaj, če gledamo različne možnosti zaposlitve, sem že prej omenila, lahko se zaposlite v javni upravi ali v gospodarstvu, kot direktorji, vodji določenih služb, v kadrovskem oddelku, finančnem, strokovni sodelavci in podobno. Tudi naši zaposleni oziroma študenti, naši bivši študenti, naši diplomantje so na različnih področjih, tako v javnem kot v zasebnem sektorju, zaposleni. Na fakulteti imamo več različnih oblik, organiziranih oblik študija, tako organizirano na fakulteti, se pravi, da imamo predavanje v predavalnici, ali pa kombinirano, se pravi, tako s predavanjem v predavalnici kot z določenimi nalogami, ki jih potem naredite nadaljavo oziroma preko e-učilnice. Lahko vam omogočamo tudi samostojno delo v knjižnici ali imamo tudi študijske sobe, kjer se študenti lahko družite in pa mogoče pripravljate seminarske naloge. Omogočamo vam tudi oddaljen dostop do različnih spletnih informacijskih virov, se pravi, če se vpišete na fakulteto za upravo, dobite dostop preko naše knjižnice do različnih mednarodnih baz, kjer lahko poiščete različne članke in podobno, kar uporabljate potem tudi za svoje študije. Kot sem že prej omenila, imamo zelo široko mrežo mednarodnih partnerstev, preko 85 različnih univerz v različnih državah, s katerimi imamo sklenjene sporazume in tudi en Erasmus in pa Cepos programe, kjer se študente lahko udeležujete izmenjav. Naj bodo to kratkotrajne izmenjave ali recimo v okviru kakšnih kratkih intenzivnih programov ali pa daljše izmenjave. Običajno je to cel semester, se pravi 5 mesecev, ko dobite štipendijo in lahko greste na izmenjavo. Torej tudi te izmenjave so mogoče včasih tudi nadaljavo, sploh če ste zaposleni, tako da spodbujamo študente, da se teh izmenjav res udeležujete. Kot sem že prej omenila, fakulteta ima svojo knjižnico, zelo bogata z področja uprave, preko 330 tisoč enot gradiva. Tudi sam prostor je prijeten za študij, imate računalnike, če pač nimate prenosnega, lahko uporabljate tudi računalnike v knjižnici, kjer pač iščete tudi različne vire in literaturo. Seveda pa, če ste vpisani na fakulteti za upravo v knjižnico, to lahko delate tudi oddaljeno od doma. Na fakulteti za upravo študentje izdajajo skupaj s fakulteto tudi študentsko revijo Futura. Moram reči, da so študentje do sedaj pokazali res veliko svojih raziskovalnih znanj in izkušenj, ki so jih v času študija pridobili z objavami v tej reviji. Študentje res pokažejo, da lahko in znajo kaj pametnega tudi napisati. Fakulteta za upravo omogoča študentom tudi obštudijske dejavnosti, od različnih športnih, kot tudi različnih nešportnih, se pravi, takih bolj pravni krožek in podobne zadeve, kar je v bistvu pač načeloma se te zadeve tudi malo prilagajajo pač po možnostih in željah tudi študentov. Zdaj bom pa predam besedo skrbniku študijskega programa Uprava upravljanje javnega sektorja, vas prosila, da tukaj se je že prvo vprašanje pojavilo, da odgovorite na tale vprašanja, da poglasujete. Zanima nas namreč, kateri program vas bolj zanima, da potem tudi, ko bomo imeli predstavitev, malo lažje, potem malo več pozornosti damo tistemu, kar vas zanima.
Super, hvala lepa. Me veseli, no, da se vas je 29 udeležilo v tej anketi, da bomo zdaj malo potem tudi temu primerno lažje vam predstavili naše programe, pa predajam besedo kar našemu skrbniku magistrskega študijskega programa Uprava upravljanja javnega sektorja, profesor dr. Aleksandru Aristovniku. Aleksandar, izvoli. Lep pozdrav, hvala za besedo. Torej, lep pozdrav tudi vsem študentom, potencialnim študentom na našem programu. Zdaj po anketah vidim, da večina študentov zanima predvsem drugi program. Očitno bo moja naloga prepričati nekatere, zakaj pa se odločiti za naš program, in tudi mogoče v tem kontekstu predstavil to predstavitev. Torej, če gremo najprej, kar zadeva splošno našega programa, torej magistrskega programa Uprava javnega sektorja. Kot sami tisti, ki ste že študirali pri nas, že poznate našo fakulteto, poznate vsebine, ki jih predavamo. Gre za zelo širok nabor različnih vsebin, ki se torej multidisciplinarno poskušamo in interdisciplinarno poskušamo razreševati sodobne izzive javne uprave, torej tako z upravno-pravnega, ekonomskega, organizacijskega in informacijskega vidika, in na ta način boste tudi pridobili in nadgradili znanja, ki ste jih že do zdaj imeli tisti, ki ste študirali pri nas, oziroma tisti, ki še niste, boste seveda nadgradili to, recimo, če ste končali pravno, ekonomsko ali katerokoli drugo fakulteto, boste lahko nadgradili vsebine, ki se jih do takrat že, torej do tega študija že spoznali. Moram izpostaviti, da ta program se sicer načeloma izvaja v živo, to pomeni v predavalnici, vendar je pa obstaja tako imenovan angleški modul, ki se izvaja v celoti v angleškem jeziku, in marsikateri od naših študentov, ki so se vključevali najprej na slovensko verzijo, se potem priključijo tudi na angleško verzijo v online obliki. Torej gre za neke vrste blended learning, torej tudi na tem programu, ki kombinira lahko torej v živo v slovenščini oziroma online v angleškem jeziku. Zdaj, kar zadeva tega programa, podobno kot za vse ostale programe, ki potekajo po načelu 3+2, torej dodiplomski 3 leta in 2 leti, potem podiplomski program, torej poteka 2 leti, pridobite 120 kreditnih točk, lahko študirate redno ali izredno, seveda večina od vas se bo odločila za reden obisk tega študija, razpisanih je 120 mest za to, 40 za izredni študij, in na koncu tega študija boste pridobili naziv magister oziroma magistrica upravnih ved. Kar zadeva mogoče samega predmetnika, predmetnik je torej posodobljen z novim študijskim letom, torej z letom 2025-2026 začenjamo s posodobljenim predmetnikom, ki je rezultat dela tako akreditacijskih komisij, kot tudi povratnih informacij strani delodajalcev, strani študentov, tudi pedagogov. Znatno smo izboljšali torej vsebine znotraj posameznih predmetov, nekatere predmete združili, nekatere predmete torej prenovili, nekatere odpravili in vključili nove predmete, tako da je zdaj zagotovo to eden najsodobnejših programov. Mimogrede je že bilo prej omenjeno, to je edini podiplomski program v Sloveniji z področja javne uprave, ki je mednarodno akreditiran strani Evropske akreditacije EAPA. Torej gre za prestižno akreditacijo, ki kaže na visoko kvaliteto tega programa, dosega najvišje standarde kakovosti v evropskem prostoru, in tisti, ki boste končali ta program, boste imeli tudi odlično odskočno desko za mednarodno kariero. Poleg tega je ta program, kot je že bilo tudi omenjeno, torej del tako imenovane evropske mreže EMPA, torej European Master of Public Administration, kar omogoča vsem študentom, ki študirajo na tem programu, da se lažje vključijo na torej študij v tujini, mednarodno mreženje, večjo prepoznavnost pri zaposlovanju v evropskih institucijah. Torej, kar zadeva predmetnika, kot že rečeno, vključuje in omogoča poglobljeno razumevanje delovanja javnega sektorja,
vključuje predmete od metod družboslovnega raziskovanja, kjer vam da dovolj metodoloških znanj, do sodobne javne uprave, torej z pravnega vidika, potem ekonomska analiza v javni upravi, kjer vas okrepimo z ekonomskimi orodji za analiziranje problemov v javni upravi, potem vam damo tudi nekaj organizacijskega oziroma human resource management znanja, torej vodenje v javni upravi. Brez tehnologije danes ne gre, imate poglobljen predmet informacijska tehnologija v javni upravi, potem upravno-procesno pravo in potem si izberete za konec še enega od dvojčkov, torej 3 dvojčki so na razpolago, izberete si enega, ali vas bolj zanimajo ekonomsko-menedžerske vsebine, ali bolj ljudje v javni upravi oziroma upravljanje informacij, ali pa pravo in uprava EU oziroma lokalno in regionalno upravljanje Evropske unije. Torej, enega od teh 3 dvojčkov si potem izberete v prvem letniku, v drugem letniku imate pa potem in vsi ti predmeti se potekajo fizično na fakulteti. Torej, imate neposredni kontakt, mislim, da torej vedno so predavanja popoldne od 3:30 oziroma 5 naprej in torej v drugem letniku potem nadgradite to znanje in kot že rečeno, tisti, ki se odločite za angleško verzijo programa, imate v celoti online izveden ta program, upravljanje v evropskem prostoru je eden od modulov, medtem ko prvi modul, ki se pa v celoti izvaja v slovenskem jeziku v predavalnicah, je pa uprava in javno upravljanje. Kar zadeva teh 2 modulov, torej uprava in javno upravljanje, ki se v celoti izvaja v slovenskem jeziku, imate tukaj na razpolago, torej oziroma imate predstavljen kurikulum, kjer imate 3 obvezne predmete oziroma vsebine, seminar osebnega razvoja, raziskovalno delo in pa javne politike, to so obvezni predmeti oziroma vsebine, medtem ko si potem lahko torej izberete obvezne izbirne predmete ali organizacijsko dinamiko, če vas bolj organizacijski predmeti zanimajo, ali če vas pravni zanimajo regulativne tehnike, če pa vas ekonomski oziroma javnofinančni, si boste izbrali javnofinančni mehanizmi. Potem pa imate na razpolago še torej izbirna predmeta, torej izberete še 2 izbirna predmeta iz nabora vseh izbirnih predmetov, ki so na razpolago na fakulteti in pa zaključite sam študij z magistrskim delom, ki vam prinese, mislim, da po novem 30 kreditnih točk. Tako da tukaj je, kar zadeva to slovenske verzije programa, medtem ko v angleški verziji programa gre za upravljanje v evropskem prostoru, kjer imate zelo podobne vsebine, s tem, da je velik poudarek na evropskih vsebinah. Torej imate namesto javnih politik v slovenski verziji imate analizo politik EU, potem imate obvezne izbirne predmete ali trajnostni razvoj EU, ali javne finance EU, ali temeljne pravice Evropske unije in javna uprava in pa 2 izbirna predmeta iz nabora predmetov ter magistrsko delo. Ko govorimo o izbirnih predmetih, sem že prej omenil, velik nabor imate na razpolago, tukaj bodo ponujeni ti predmeti, nekateri bodo seveda v angleškem jeziku, večina jih bo v slovenskem jeziku, tako da si boste potem to izbrali. Evropske vsebine bodo zelo verjetno ponujene v angleškem jeziku, tako je pa večina literature oziroma praktično skoraj vsa literatura v angleškem jeziku, tako da kar zadeva jezika ne bi smeli imeti prevelikih težav. Zdaj, mogoče še predno gremo na drugi program, mogoče kakšna je razlika tega programa za razliko od programa, za katerega je večina kandidatov tukaj. Če vam mogoče samo izpostavim nekatere glavne prednosti, torej kot sem že omenil, tukaj boste poglobljeno razumeli delovanje javnega sektorja, zakaj in bolje upravljati sistem kot celoto, potem ta program vas znatno okrepi z tudi raziskovalnim delom in z raziskovalnim znanjem in je odlična priprava za študij na torej doktorski ravni, torej na 3. ravni. Zagotovo je pa ta program tudi pomembna vstopnica za vodstvene funkcije v državni upravi in evropskih strukturah. Torej, številni diplomanti tega programa danes uspešno delujejo v državnih organih, mednarodnih organizacijah, inštitutih in tudi nevladnih organizacijah. Torej, če vas zanima sistem, politika, pravo, javne finance, vloga države v sodobni družbi, potem je ta program upravljanja javnega sektorja zagotovo prava izbira. Kot sem rekel, vam omogočamo tudi neko kombinacijo, torej v živo in tudi online študija na tem programu.
Sedaj pa bi predal besedo sicer ne skrbniku, ampak torej prodekani dr. Tatjani Kozjek, ki bo predstavila še drugi program Management v upravi. Hvala lepa. Mogoče predno predstavim program Management v upravi, bi samo dodala še, da online študij na angleški izvedbi pomeni to, da so predavanja, ki jih izvajamo predavatelji, in pa študentje v bistvu aktivno zraven sodelujejo, imamo kakšne razprave, se pravi, gre za predavanja. Zakaj vas na to opozarjam? Ker na tem drugem programu Management v upravi je pa poudarek bolj na obrnenem učenju, pa vam bom tudi razložila, kaj to obrnjeno učenje je, pa najprej zgolj samo splošno o programu Management v upravi. Ta program se izvaja nadaljavo v slovenskem jeziku, se pravi izključno v slovenskem jeziku, gre pa za pridobitev res kompetenc na področju managementa, se pravi managementa celotnih organizacij. Zdaj pa, kar se tiče obrnjenega učenja. Obrnjeno učenje pomeni, da nimate dejansko predavanj oziroma imamo krajše predavanja posneta v e-učilnici. Vi si ta predavanja oziroma te krajše videoposnetke, to je v bistvu običajno razdeljeno na 12, en predmet razdeljen na 12 tem. Teh 12 tem je potem za vsako temo sta 2 videoposnetka, znotraj videoposnetkov so pa potem krajši kvizi, ki jih vi sproti potem morate rešiti. Se pravi, obrnjeno učenje je v bistvu usmerjeno na vaš individualen študij. To pomeni, da je zelo pomembno, da ste pri študiju zelo organizirani, ker če sproti ne delate, ne pomeni, da potem boste težko sledili samemu študiju. Je res pomembno, da pač sledite predmetom, ki se izvajajo običajno v bloku. Ti predmeti, se pravi, dobite v e-učilnici videoposnetke, preštudirate videoposnetke, ko se srečamo skupaj na videokonferenci, pomeni, da takrat, ko je to videokonferenčno srečanje, vsebine, ki ste jih vi individualno preštudirali, skupaj potem kot skupina rešite določene naloge. Torej, da pa vas na nek način majčkeno spodbudimo, da sproti študirate, za vsak predmet morate odgovoriti tudi v določenih, dobite določene naloge za tisti teden študija, odgovarjate na določena vprašanja v teh, mi temu rečemo forum za debato, kamor pač pišete vaše izkušnje iz prakse ali kakorkoli, odvisno od posameznega predmeta do predmeta. Pomembno je, da imate mislim, da imate pač računalnik, kamero, slušalke, sami videoposnetki so naloženi v Moodlu, to je e-okolje, e-učilnice, kjer ste v bistvu načeloma nimate težav, tudi to je v bistvu že zelo tak strukturiran sistem študija. Sam študij v letošnjem letu smo prvič začeli s to izvedbo, se pravi let 2024-2025 je bila prva izvedba online tega obrnjenega učenja na Management v upravi. Struktura je bila taka, da v bistvu je bilo 40% končne ocene pri predmetu delo, se pravi to vaše sprotno delo, in 60% izpit, ki ga pišete na fakulteti. Tudi recimo, če primerjamo to s študijem, s programom Uprava upravljanja javnega sektorja, kjer imate v bistvu online, se pravi angleško izvedbo, tam se tudi izpiti delajo nadaljavo, se pravi ali so to ustni ali pisni izpiti preko Moodla ali pa pač teh spletnih okolij, ki omogočajo delanje izpitov nadaljavo, medtem ko pri tem programu Management v upravi so pa vsi izpiti potekajo v živo na fakulteti, se pravi študij dejansko poteka po sistemu obrnjenega učenja nadaljavo, izpit pa potem pišete na fakulteti za upravo. Zdaj, zelo pomembno je, da ste pri takem načinu študija zelo organizirani, ker če sproti ne delate, potem se vam lahko zgodi, da pač se vam zadeve nabirajo in potem ne boste pravočasno mogli narediti pač vseh vsebin. Same e-učilnice, v samih e-učilnicah imate gradiva dostopna oziroma pač tudi gradiva, ki si jih lahko sposodite v knjižnici na fakulteti za upravo, je pa zelo pomembno, da pač samostojno študirate. Kot sem že omenila, ko v bistvu ta en teden študija pomeni, da
po enem tednu, pa naredimo skupinsko preverjanje vašega znanja, torej da se srečamo na online videokonferenci. Zdaj, lahko je to Teams, lahko je to Zoom, pač odvisno malce od pedagoga do pedagoga, kjer študentje potem skupinsko rešujejo naloge. Zato je zelo pomembno, da tisti študentje, ki ne študirajo sproti, potem tudi teh skupinskih nalog ne morejo reševati. Tako da je res zelo pomembno, da ste pri takem načinu študija organizirani. Kar se samega programa tiče, je tako kot program upravljanja javnega sektorja, traja 2 leti, dobite 120 kreditnih točk, 60 razpisanih mest je za redni študij in 10 za izredni študij, na koncu dobite naziv magistrica menedžmenta v upravi. Zdaj, če pogledamo si majčken predmetnik prvega letnika, boste videli, da je v bistvu ta prvi malo bolj obsežni predmet vezan bolj na to dobro javno upravljanje celotnih organizacij, potem so vsebine vezane na strateški javni menedžment, vodenje, raziskovanje, ta predmet raziskovalni seminar je zelo pomemben, zaradi tega, ker tudi potem na koncu morate v drugem letniku zaključiti študij z magistrskim delom in ravno temu so v bistvu vsi ti predmeti, kar se tiče vsebine raziskovalnega seminarja, namenjene. Potem tudi vsebine finančnega področja, menedžment in finančne informacije. Če tukaj vidite, vse je bolj na menedžment, bolj tisto širši pogled na celotne organizacije, se pravi res ta vrhnji se cilja, se pravi predmeti ciljajo ta res bolj vrhnji menedžment. Potem je tudi psihologija dela, menedžment kreativnosti, digitalna preobrazba javnega sektorja in pa predmet praktično učenje v prvem letniku, kjer pa v bistvu ne gre za to, da opravljate prakso, ampak v bistvu naredite neko analizo celotnega poslovanja ene pač izbrane, običajno je to organizacija, v kateri ste že zaposleni ali pa vsaj, ne vem, včasih tudi študentje preko študentskega servisa delajo, se pravi, da res vidijo ta širši pogled na celotno organizacijo. Ne bo to organizacija javnega ali zasebnega sektorja. Potem pa v drugem letniku pa izberete 5 izbirnih predmetov in pa magistrsko delo. Se pravi, v prvem letniku so vsi predmeti obvezni in v bistvu morate vsi narediti te obvezne predmete, v drugem letniku si pa potem zelo prilagodite urnik oziroma tudi izbirne predmete in med vsemi izbirnimi predmeti, ki so ponujeni, izberete 5 predmetov. Tukaj mogoče je zelo fino seznam predmetov, ko bo objavljen tudi urnik, mogoče tudi, da pogledate, da se vam kakšni predmeti ne prekrivajo, da se mogoče, da imate lažje ali pa da ne lažje predmete, ampak da si lažje organizirate potem časovno izvedbo tudi posameznih predmetov. Kot vidite, predmeti, izbirni predmeti so zelo z različnih področij, sodelovanje pri upravljanju, lokalno in regionalno upravljanje, medosebne veščine, delovno in službensko pravo, angleščina za menedžerje, nemščina za menedžerje, e-zdravje, menedžment raznolikosti, menedžment javnih investicij, zeleni proračun, finančni menedžment, menedžment in merjenje uspešnosti in učinkovitosti, upravljanje Evropske unije, socialne politike, javne službe, politika in uprava, menedžment odnosov z javnosti. Se pravi, res zelo, zelo širok nabor predmetov, med katerimi lahko izbirate. Zdaj, predno bomo predala besedo še Gaji iz študentskega referata, pa imamo še v bistvu nekaj vprašanj tudi za vas in sicer bi vas prosila še, če odgovorite na ta 2 vprašanja oziroma kje ste izvedeli za študij na fakulteti za upravo in pa katere vsebine iz predmetnikov, ki so bili zdaj predstavljeni, vas pa najbolj veselijo oziroma kaj je tisto, kar vas najbolj interesira. Napišite.
Še majčkeno počakala. Okej, hvala lepa vsem, ki ste se naše ankete udeležili. Me veseli, no, da ste prepoznali tudi našo spletno stran, ker polovica vas je takih, ki ste za naše programe izvedeli preko spletne strani in pa da se širi dober glas tudi od študentov, ki že obiskujejo oziroma so obiskovali našo fakulteto. Hvala lepa, zdaj pa predajam besedo Gaji. Gaja, izvoli. Najlepša hvala, doktor Kozjek. Zdaj bom pa jaz vam najprej predstavila vpisne pogoje. Če boste imeli kakršnokoli vprašanje, lahko že sproti me ustavite in vprašate ali pa potem po koncu. Tako da na naše programe druge stopnje se lahko vpišete vsi, ki ste končali katerikoli študijski program prve stopnje. Enako velja tudi za enakovredne predbolonjske študijske programe. V bistvu morda pomembna informacija za vas je tudi ta, da tudi če prihajate iz drugih fakultet, ki sicer niso na nek način povezani z našimi študijskimi programi, kar se tiče same vsebine, ni nobenih diferencialnih izpitov zaenkrat potrebnih za vpis, torej lahko kandidirate vsi. Torej, pogoje izpolnjujete tudi, če ste končali kakršnokoli enakovredno izobraževanje v tujini. Kar se tiče same prijave, zdaj večino za vas verjetno se bo odločilo za študij v slovenskem jeziku. Če pa je kdo izmed vami tak, ki bi želel študirati v angleškem jeziku, torej na programu Uprava upravljanja javnega sektorja, ki se izvaja tudi v angleškem jeziku in online, je pa zato potrebno znanje angleškega jezika na ravni B2, kar pa tako ali pa tako najverjetneje skoraj vsi izpolnjujete oziroma imate. Zdaj možen je tudi v bistvu vpis v drugi letnik v skladu z določbami meril za prehode med študijskimi programi, torej če je kdo izmed vas takšen, ki že študira na drugi stopnji, pa gre za primerljive oziroma kompatibilne vsebine z našimi programi, lahko odda prijavo za vpis direktno v drugi letnik. Seveda se pa to potem presoja individualno, tako da če je kdo izmed vas tak, ki bi to želel uveljavljati, je najbolje, da potem individualno nas kontaktira preko elektronske pošte ali telefona in bomo potem podali dodatne informacije. Torej, kar se tiče samega postopka prijave in pomembnih datumov, torej prvi prijavni rok je odprt od 1. aprila 2025 in bo odprt kar do 1. 9. 2025. Torej, zelo pomembno je predvsem po izkušnjah iz lanskega leta in za tiste, ki kandidirate za program Management v upravi. Lansko leto se je namreč zgodilo, da je bil presežek prijav, kar pomeni, da je bil izveden tudi potem izbirni postopek. To opozarjam zato, ker v tem primeru ponavadi, če so s prvim rokom zapolnjena mesta, drugega prijavnega roka ni. Torej, lahko se zgodi tudi letos, da bo tako, ni pa to nujno. In vkolikor ne bo, torej s prvim prijavnim rokom, vkolikor ne bodo zapolnjena mesta, bo potem drugi rok oziroma rok za zapolnitev prostih mest okvirno odprt ponovno od 5. septembra do 20. septembra. Torej, za magistrski program Uprava upravljanja javnega sektorja skoraj zagotovo, tudi ni 100%, ampak po izkušnjah iz preteklih študijskih let bo najverjetneje tudi drugi prijavni rok.
Za magistrski program Management v upravi bomo pa videli, torej, kakšna bo situacija do 1.9., ko bo odprt prvi prijavni rok. Mogoče še ta informacija, torej vkolikor bi za katerikoli študijski program bil presežek prijav, se potem izvede izbirni izpit. Vse informacije, kar se tiče samega izbirnega izpita, vam bomo potem pravočasno posredovali, gre pa ponavadi v bistvu za neke oblike kviza oziroma kratkih zaprtih vprašanj, torej tip vprašanj, gre za zaprta vprašanja, kjer potem podate oziroma obkrožite oziroma obkljukate pravilen odgovor oziroma tisti odgovor, ki se za vas zdi najbolj smiseln. Gre pa za neka splošna znanja z področja upravnih, pravnih, ekonomskih, informacijskih pa menedžerskih ved. Tako da ni to neka taka zadeva, na katero bi se mogli prav posebej ne vem kako pripravljati. Boste pa lahko potem, če že greste na našo spletno stran, imate tam vse učne načrte od programov oziroma od predmetov, in si lahko pogledate tudi literaturo, kjer jo je kar nekaj možno dobiti tudi online. Torej prijave oddate preko spletnega portala EVŠ, verjetno večina od vas ta portal pozna, spodaj je naveden tudi dostop. Torej, zdaj, če boste kandidirali recimo za program Uprava upravljanja javnega sektorja, bodite pozorni, kateri jezik boste izbrali, torej ali želite študirati na slovenskem programu, ki se torej izvaja fizično na fakulteti, ali želite študirati na angleški izvedbi, ki pa se v celoti izvaja online. To pomeni online predavanja in potem tudi online izpiti. Pri programu Management v upravi, tako kot je že doktor Kozjek, naša prodekanja, povedala, se izvaja online, izpiti pa potem potekajo fizično na fakulteti. Tako da to je to, kar se tiče same prijave. Mogoče še ta informacija, kandidati, ki prihajate iz drugih fakultet, torej ki pri nas niste, torej na naši fakulteti zaključili prve stopnje, morate pri prijavi preko EVŠ portala oddati diplomsko listino ali potrdilo o zaključku študija, v kolikor še nimate diplomske listine, in pa prilogo k diplomi ali potrdilo o opravljenih obveznostih. Torej v celoti vse opravljene obveznosti plus tudi zaključna naloga. To vam izda fakulteta, v kolikor še niste tega prejeli, te dokumente skenirate in jih lahko potem direktno vložite na EVŠ portal. V kolikor je dokumentacija nepopolna, vas seveda tudi pozovemo, da dokumentacijo ustrezno dopolnite. Kar se tiče kontaktov, v bistvu dosegljivi smo vsak dan preko elektronske pošte, podiplomski@fu.uni-lj.si, smo odzivni, odgovarjamo redno, vsakodnevno, tako da načeloma, če bi vas karkoli že zdaj utegnilo zanimati, se lahko kadarkoli obrnete na nas. Uradne ure po telefonu so prav tako vsak dan od ponedeljka do petka med 13. in pol 3. uro popoldne, uradne ure osebno na fakulteti pa vsak dan med 9. in 15. uro. To je to v bistvu, kar se tiče teh postopkov, ki jih večinoma izvajamo v referatu za študijske zadeve. Vkolikor imate kakšno vprašanje, lahko že zdaj vprašate ali pa potem naknadno. Zdaj pa predajam besedo še prodekanji, doktor Kozjek. Hvala lepa. Hvala lepa, Gaja. Ja, mogoče zgolj glede teh uradnih ur, nikoli se še ni zgodilo, da bi vas kdorkoli zavrnil, če boste prišli izven uradnih ur, oziroma načeloma v tistem delovnem času ste vedno dobrodošli oziroma ravno tako vas sprejmemo, tudi če niso uradne ure. Je pa zaželjeno, da pač, mislim, da niste slabe volje, če mogoče kakšnega takrat v pisarni ni, tako da zaradi tega so uradne ure objavljene, sicer pa načeloma nikoli še nismo nikogar zavrnili, tako da lahko tudi izven uradnih ur pokličete oziroma se oglasite na fakulteti za upravo. Tukaj je še nekaj QR kod za naše spletne strani, kjer nas spremljajte, kjer v bistvu objavljamo tudi vse novice, v bistvu študentje tudi svoje objave delijo, tako da res vabljeni, da se nam pridružite na YouTubeu, LinkedInu in pa na uradni spletni strani Fakultete za upravo. Zdaj pa čas za vaše vprašanje. Jaz verjamem, da je to za marsikoga kakšno vprašanje se pojavilo, tako da lahko priklopite vaše mikrofone, pa se pravi video, kamero.
da se bomo lahko tudi videli, lahko vprašate, lahko tudi, če vam ne delajo mikrofoni, napišete na chat. Tako da zdaj smo vam na voljo, vprašajte nas, bolj zdaj kot pa kasneje, seveda pa lahko pol tudi kakšno vprašanje tudi po mailu pošljete v referat. Lepo zdrav, se mene sliši? Ja, slišim, hvala lepa. Jaz se zahvaljujem vsem za lepo predstavitev in tudi sodelavki Gaji iz referata, ker je že po telefonu na veliko vprašanj mojih odgovorila. Eno vprašanje imam v zvezi s študijem uprave in upravljanja javnega sektorja. Med predstavitvijo sem razumel, da je samo drugi letnik v angleščini, ko se izbereš modul. Ampak zdaj pa sem razumel, da sta oba letnika v angleščini, če si to zbereš. Če lahko kot skrbnik, torej hvala za to vprašanje. Poglejte, zadeva je sledeča. Če si izbere študent angleško verzijo, ima oba letnika v angleškem jeziku. Je pa možno, da študent prvi letnik opravi v slovenskem jeziku, potem se pa v drugem letniku vpiše v modul, ki se izvaja v angleškem jeziku. Tako da je v bistvu oboje možno, zdaj, tako da spodbujamo študente zdaj, pač ali ena druga varianta, ker oba letnika se pa tako izvajata torej identični predmeti so v prvem letniku in za slovenske študente je lahko tudi ena opcija, prvi letnik fizično stopijo v predavalnico, drugi letnik so pa online, potem na angleški verziji na programu, torej na evropskem modulu. Recimo, če bi želel prvi letnik delati v slovenščini, pa drugega v angleščini, pri prijavi na EVŠ označim slovenščino ali že moram dati angleščino? Slovenščino, potem pa naslednji koraki mi pa mogoče kolegica, predvsem Gaja, ali pa kako potem v drugem letniku, ker dejansko, poglejte, mi imamo dva modula in če se študent odloči, da bo pač evropskega študiral, ga ima na razpolago, tudi če je slovenski prvi letnik delal, vendar mora vedeti, da bo to izvajal v angleškem jeziku online. A je izvedba, isti predavatelji izvajajo slovensko in angleško izvedbo? Načeloma ja, tu pa tam je kakšna razlika, vendar v 90% identično. Pa še zadnje vprašanje, če se odločiš za izvedbo v angleščini, tudi magistrsko delo v angleščini ali lahko v slovenščini? Mislim, da smo imeli primere, glede na to, da se ta program izvaja tako v slovenskem kot angleškem jeziku, je možno ob prošnji tudi v slovenskem jeziku, smo že imeli te primere. Torej ni nujno, je pa priporočljivo, če že delate v angleškem jeziku, ampak ni pa nujno. Najlepša hvala. Mogoče še dodam to, da če je recimo na tej angleški izvedbi, če so vsi študentje slovenski, se pravi, da nimamo tujcev, ker se na angleško verzijo se prijavijo tudi tujci, in če nimamo tujcev, lahko tudi v bistvu angleška verzija se v slovenščini izvaja, zato ker je akreditiran program v obeh jezikih. Tako da včasih, če recimo imamo 10 ali pa 5 študentov slovenskih in so samo na tej angleški verziji, potem se dogovorimo s študenti, pa imamo lahko predavanje potem tudi v slovenskem jeziku oziroma potem tudi izpite pišejo, opravljajo v slovenskem jeziku. Hvala. Stepan Šabanov velja, da se je že oglasil, bo šel na angleško izvedbo, hvala. Še kakšno vprašanje? Ja, jaz imam eno vprašanje. Kar izvolite. Mene je pa zanimalo, če ta prvi program, ki ga je profesor Aristovnik predstavil, če omogoča opravljanje tudi dvojnega magisterija. Jaz v bistvu predtem sploh nisem vedel, da to obstaja. Ampak sem pa zdaj na praksi na ACER-ju izvedel, sem imel tam enega kolega, ki je pa upravljal dvojni magisterij, pa me zanima, če ta program to omogoča. Dvojni magisterij se pravi, da je bil vpisan že v drug program na drugi fakulteti, ali to mišljeno bilo v dvojni magisterij? Ne, v smislu tako, da je prvo leto upravljal na eni fakulteti, potem je pa drugo leto upravljal na drugi fakulteti in je potem dobil 2 magisterija oziroma bo.
Ne, pri nas, po mojih informacijah, oziroma tega ni, zaradi tega, ker če ste vi slučajno v prvem letniku, nimamo mi to tako imenovani, kaj so dvojne diplome in tako naprej. To so dvojne diplome. Tega mi nimamo na tem programu. Imamo možnost izmenjav, da greste za en semester, mogoče krajše obiskovanje, upravljanje, ni pa možno, torej, da bi en letnik delali v eni državi ali na drugi eni fakulteti, drugi letnik pa v drugi. Tako da to... To so programi, ki so prav tako oblikovani. Se pravi, da je v bistvu oblikovan program, da imate dve fakulteti skupaj program, potem se pa eno leto na eni fakulteti izvaja, drugo leto pa na drugi. Ni pa to pri nas na fakulteti tega možno, ker tudi program ni tako akreditiran. V redu, hvala. Liza, kaj še kakšno vprašanje? Mogoče še glede prijave, če bi se odločili za oba programa, pa damo enemu prednost, potem, vabljeni smo k vpisu k enemu verjetno, ne? Lahko jaz tukaj prevzamem, v bistvu ste vabljeni k vpisu na oba študijska programa in dobivate ves čas informacije vezane za vpis na oba programa. Zdaj recimo, da rečeva, da ne bo omejitve v letošnjem študijskem letu, dava za primer, dobite v bistvu potem preko informacijskega sistema povabilo, da se lahko vpišete v en ali drug študijski program in potem sami se odločite, katerega boste izbrali in v katerega se boste dejansko tudi vpisali. Torej, sama prijava še ne pomeni vpisa, niste pa tudi s prijavo vezani na to, da se vpišete. Torej, vi lahko date prijavo, ni pa nujno, da potem dejansko izvršite vpis. Še to. Ja, tako, hvala. Ja, nekaj. Super, zdaj pa še eno vprašanje, kdaj ponavadi potekajo izpiti na fakulteti. Predavanja in izpiti na podiplomskem programu od 4:30 dalje potekajo, tako da nikoli niso pred 4:30. Zato, ker do 4:00 dopoldne imamo za dodiplomske programe, študij, potem pa po 4:30 pa za podiplomske. Kdaj bomo izvedeli, kdaj bo omejitev, Gaja? Odvisno od vpisa, ne? Zdaj tako, v bistvu izvedeli boste dejansko šele po zaključku prvega prijavnega roka, torej do 1.9. je odprt prvi prijavni rok. Do tega dne zbiramo prijave in do tega dne dejansko vam ne moremo povedati, niti podati predčasno informacije, ali bo izbirni postopek ali ne. Po tem datumu v roku bova rekli, ne vem, nekaj dni maksimum, dobite informacijo, ali je omejitev, kakšen je presežek in na podlagi vaših dokumentov bomo potem začeli preverjati, torej, kaj se v bistvu upošteva, ne, povprečna ocena študija 25%, ocena diplomskega dela 25%, 50% je pa potem še ta izbirni izpit, ne. Zdaj, lansko leto, kaj se je zgodilo, mogoče, da vam dam to za primer, bil je čez 110, recimo, je bilo kandidatov prijavljenih za menedžment v upravi, od prostih mest 60 razpisanih. Torej, 60 razpisanih mest je za redni študij, bilo je 110 prijavljenih kandidatov, vendar pa se je dejansko izbirnega izpita potem na koncu udeležilo ravno toliko kandidatov, da vsi, ki so se udeležili izpita, so potem bili tudi sprejeti. Torej, marsikdo se je odločil, da potem ne bo pristopil na ta izbirni izpit in je že tukaj prišlo do usipa oziroma potem vsi, ki so se izpita udeležili, so bili tudi sprejeti in so se potem lahko tudi vpisali, no. Ta trenutek težko rečem, kaj bo do 1. septembra, tako da računajte po 1. septembru, da bojo te informacije bolj znane, no. Mogoče še tukaj je bilo vprašanje, koliko procentualno, kakšna je meja, se pravi, če je 60 razpisanih mest, jih 60 sprejmemo, tudi, a ne, se pravi, tukaj je 110 bilo vpisanih, pa smo jih 60 sprejeli, ne gremo pa na manj, a ne, se pravi, če je 60 razpisanih mest, jih 60 sprejmemo. Ker je bilo tukaj vprašanje, če jih sprejmemo samo 30, ne, če je pač na 100 razpisanih mest vpisanih 30, potem sprejmemo vseh 30. Ne znižujemo pa števila glede na kasneje, a ne, se pravi, to, koliko je razpisanih mest, toliko jih tudi potem, kar se prijavijo, vpišemo. Vzporedni študij, Gaja, boš ti?
Zdaj, kar se tiče vzporednega študija, za magistrski študij nismo imeli takšnega primera. Jaz bom to preverila pri naši vodji, če mi boste dovolili, ker vam ta trenutek niti ne znam povedati oziroma podati informacije. Na prvi stopnji vem, da je ta opcija, kako je na drugi stopnji, bom mogla preveriti. Tako da vas bom prosila mogoče, gospod Tilen, če mi boste zaupali en elektronski naslov, lahko samo meni pošljete, tam označite v chatu, pa vas bom jaz jutri kontaktirala, ko bom z našo vodjo govorila. Lahko tako. Pa še Gaja, še enkrat glede dokumentov za prijavo. Kar se tiče samih dokumentov za prijavo, torej, če prihajate iz drugih fakultet, da ste zaključili prvo stopnjo študija na drugi fakulteti, ko oddajate prijavo preko EVŠ portala, dodate torej poleg diplomsko listino ali potrdilo o zaključku študija, ki vam ga izda fakulteta potem, ko študij dejansko zaključite, torej diplomirate, in pa priložite tudi prilogo k diplomi, vkolikor tudi te nimate, ker še ni bilo recimo podelitve, priložite potrdilo o opravljenih obveznostih, ki ga prav tako izda fakulteta. Če tega ne dobite ob samem zaključku študija, lahko torej na matični fakulteti, kjer ste zaključili prvo stopnjo, pokličete, pošljete mail in jih prosite, da vam to izdajo. Še kakšno vprašanje? Kako je pa glede urnika, se pravi na managementu, na upravi? Kolikrat na teden so predavanja ob 4:30, a ne, se začnejo? Ja, ob 4:30 se začenjajo predavanja. Načeloma tam 3-krat na teden, a ne, niso vsak dan predavanja, tako da nekje 3-krat na teden študentje pridejo na fakulteto, potem pa v tistem času izpitnega obdobja pač je predavanj načeloma ni, a ne, imate čas za izpite. Je pa res, da tudi na tem programu je zastavljeno tako, da se v bistvu blokovno izvedejo predmeti, se pravi, imate predmet in nekje 14 dni po zaključku predmeta izpit, pa potem včasih se predmet naslednji že prej začne, ampak v bistvu na nek način, da nimate vseh predmetov naenkrat, ampak da se lepo dopolnjuje, da nimate, se pravi, da imate predmet, izpit, da v bistvu lahko sproti delate, a ne pa sproti. Da ste nekje do junija že blizu konca, kar se tiče predmetov. Tako da če res sproti študirate, pa načeloma tako, tisti, ki res sproti študirajo, sproti hodijo in na predavanja in se udeležujejo seminarjev, nimajo večjih težav s potem opravljanjem izpitov, no, tako da. Super. Tudi izpiti so od 4:30 naprej, tako kot predavanja, nikoli se pravi za magistrske študijske programe, tako predavanja, seminarji kot izpiti se na fakulteti za upravo izvajajo v popoldanskem času, od 4:30 naprej. Tako da načeloma pa, kar se izpitev tiče, a ne, se pa pedagog za ta prvi rok po izvedbi predavanj s študenti kar dogovori, da se v bistvu skupaj dogovorijo, kateri termin in pa katera ura jim najbolj ustreza. Še kakšno vprašanje? Dober dan, še jaz bi imel eno vprašanje. Glede izpitov v primeru omejitve vpisa, in sicer na kakšen način bomo mi obveščeni o terminu oziroma o načinu opravljanja tega izpita? Bomo to po mailu dobili oziroma po mailu, ko ga predložimo pri prijavi, ali na kakšen drug način? Po mailu ste obveščeni, Gaja, boš ti mogoče tole, samo jaz bi rada še povedala, da ta izpit potem izvajamo kar online preko e-učilnice, se pravi, ne boste rabili priti na fakulteto, vse boste obveščeni preko elektronske pošte, Gaja, mogoče ti sam glede kontaktov pa. V bistvu je to, mi vas kontaktiramo v bistvu na podlagi tistih kontaktov, ki jih vi ob prijavi priložite oziroma vnesete preko portala EVŠ, ponavadi so to zasebni elektronski naslovi ali Gmail, Hotmail, karkoli pač imate, vas preko teh mailov tudi potem obvestimo oziroma kontaktiramo, da bo izveden izbirni postopek zaradi presežka vpisa in preko tega maila potem dobivate tudi vse informacije, kar se tiče same izvedbe izbirnega izpita, torej kdaj bo, na kakšen
kakšen način bo potekal. Vse dostope vam damo zraven oziroma povezave, če imate kakršnokoli vprašanje, vam potem v tistem času na to tudi odgovorimo, no. Tako da lansko leto je bilo to prvič na ta način izvedeno, pa v bistvu bila zadeva kar lepo izpeljana in ni bilo nekih večjih zapletov ali težav, no. So bili vsi kandidati pravilno obveščeni, tudi nihče ni rekel, da ne bi pravočasno prejel kakršnihkoli informacij ali odgovorov. Okej, tukaj je bilo še- Hvala. Hvala. Nekaj je bilo še vprašanj glede izvedbe menedžmenta v upravi. Ja, tudi menedžment v upravi načeloma tam 3-krat na teden, 2 do 3-krat na teden so vsaj v tem prvem delu, prvem letniku, potem pa v drugem letniku, ker si načeloma izberete 5 izbirnih predmetov, sami se pa lahko tudi tako zorganizirate, da boste imeli, ne vem, en predmet, ki se bo izvajal začetek oktobra, potem, ko bo tisti zaključen, si boste izbrali drugega, se pravi, boste v bistvu na podlagi tega si lahko prilagodili sami urnik, da se vam vsebine ne bodo prekrivale, medtem ko prvi letnik, ker so pač sta 2 večja predmeta z več kreditnimi točkami, to enostavno ni možno izvesti, smo poskušali in nam ni nikakor uspelo, tako da tukaj v prvem letniku se pa določene vsebine prekrivajo oziroma se predmeti se vzporedno izvajajo tudi 2 predmeta ali mogoče kuj na začetku celo 3, tam, ker so 9 kreditnih točk predmeti. Tako da drugače pa ja, ravno tako kot recimo na uprave upravljanja javnega sektorja, ko se predmet izvede, je potem sledi izpit, ki je pa pisni na fakulteti. Malo še pogledam še kakšno vprašanje. Na tole je bilo že odgovorjeno, ja. Ni tipični dan, načeloma izpitev pri nas ob sredah nimamo ravno zaradi tega, ker ljudje v javnem sektorju, mislim, imajo uradne ure do 5 in običajno ravno na naši fakulteti ob sredah niso izpiti zaradi tega, ker pač vemo, da imajo ljudje do 5 običajno službe. Je pa, kot sem že prej omenila, se pa običajno ta prvi rok se študentje s profesorjem dogovorijo, potem pa v času izpitnega obdobja so pa termini že razpisani naprej, ker so pa v bistvu razpisani tako, da se vsebine oziroma da se ne prekriva izpiti istega letnika.